Trening je v bistvu v odnosu do imunskega sistema en tak dvorezen meč. Na eni strani vemo, da neka zmerna količina treninga, recimo, da ima pozitiven učinek na delovanje imunskega sistema, povezana je z nižjo pogostostjo okužb, pa tudi krajšim trajanjem bolezni, ki iz teh okužb izvirajo. Ampak potem na drugi strani pa imamo primer, ko športniki, ki trenirajo veliko, ki trenirajo zelo naporno, doživijo obraten učinek. Pri njih pa lahko pride do supresije imunskega sistema in zaradi tega so bolj izpostavljeni okužbam in tudi verjetno pri njih bolezni, ki iz teh okužb izvirajo, trajajo dlje. Zdaj, razlogov, zakaj dejansko do tega učinka pride, je lahko več. Na eni strani vemo, da že visok volumen pa naporna vadba sama po sebi zelo signifikanten stres, ki neodvisno od vsega ostalega ima lahko neugoden učinek na delovanje imunskega sistema. Ampak potem pa tudi posledično, ko treniramo več, ko treniramo pogosteje, imamo tudi povišane energijske potrebe in zaradi tega se lahko zgodi, da športnik ne poje dovolj. Zaradi tega lahko pride do enega pojava, ki mu rečemo relativno energijsko pomanjkanje v športu. To pa vemo, da neugodno vpliva na delovanje imunskega sistema. Kaj lahko s prehrano naredimo, da se pred tem zavarujemo, je pač to, da poskrbimo za zadosten vnos energije. Zdaj, na tem naslovu so najbolj pomembni, skoraj sigurno, ali pa rečemo zagotovo, ogljikovi hidrati. Pač športnik mora dati prioriteto, da svojo vadbo podkrepi z ustrezno količino ogljikovih hidratov in tudi, da so ti ogljikovi hidrati ustrezno razporejeni tekom dneva, okoli treninga in tako naprej.